Samo ena kratka pripomba. Danes je na enem spletnih žurnalov objavljena kot novica, da so v neki indijski bolnišnici odkrili, da so na en dan sterilizirali 106 žensk, čeprav imajo po pravilniku dovoljeno samo 30, ker imajo 33 postelj samo v tej bolnišnici. In te ženske so preprosto odložili na neko prašno polje. Takoj po tej operaciji jih izpostavili nevarnosti infekcije. To kaže, torej te gospe, te ženske so res iz revnih plasti prebivalstva in so šle na to operacijo delno zaradi tega, ker so bile prisiljene ali pa ker so jih premamile obljube, da bodo dobile neko košček zlata ali pa denar ali pa nek tehnični predmet. Torej, tam se tudi nekaj dogaja, ampak to se dogaja na nespremljiv način. Zdaj bom se vprašal v tej globalni etiki. Ja, jaz bi tukaj predvsem rekel, da stvari zagotovo niso črno-bele. V bistvu tako, kot ima morda Zahod kaj ponuditi, recimo temu tretjemu svetu, je obratno tudi res. Na tej zahodni v bistvu morali se zagotovo spet pozna ti prstni vtisi krščanstva, v bistvu tega v bistvu posameznikovega dostojanstva, ki morda ni povsod pač v teh nerazvitih vzhodov tako prepoznano. Ampak po drugi strani je tudi vprašanje, ali ima Zahod, mislim, ali tisto, kar prihaja iz Zahoda, res vse dobro. Zdaj Zahod tudi iz to v bistvu propagiranja nekih zelo vprašljivih stvari od eutanazije do nekega radikalnega individualizma potrošništva, v bistvu mislim, da bolj da tega ne izvaža v tretji svet. Po drugi strani po tretjem svetu, recimo v Afriki, neka filozofija skupnosti, ta Ubuntu ali pa kaj takega, bi zagotovo stvar, od katere bi jo lahko Zahod tudi precej nazaj. Tako da jaz mislim, da so tukaj stvari zelo kompleksne, pa nikakor ne bi smele biti enosmerne. Pa tudi zelo vprašljivo je, kaj ima ta v bistvu sploh recimo utilitarna bioetika, po mojem bolj, da niti ne hod v tiste predele, kjer še ni. Jaz bi samo to rekel, da se kaže ena velika nujnost po tem, da bi oblikovali neka skupna etična načela, ki bi bila zavezujoča za vse. In v osnovi vidimo, da imajo vse kulture neko skupno etično jedro. In morali bi pravzaprav krepiti to dejansko tako skupno etično jedro. Se pa strinjam, kot je bilo že rečeno, da je to verjetno na Kitajskem lažje kot v Indiji. Da je Kitajska vendarle zavezana eni zelo močni konfucionistični etični tradiciji in da hkrati pa tudi, bom rekel, ta družbeni red, ki je tak, da celotno populacijo nekako obvladuje, ima tudi večjo obvladljivost. Je pa seveda ob tem pa za naše čutenje, zahodno čutenje, pa to umanjkanje individualnosti seveda vprašljivo in svoboščin, osebnih svoboščin, ki pa seveda jih vsak totalitarni sistem, če želi obstati, zatira. In kako zdaj najti tukaj eno ravnovesje, ki ga iščemo v naši družbi, se pravi ravnovesje med osebnimi svoboščinami in iskanjem skupnega dobrega, zdi en tak temeljni etični izziv za bioetiko. Dejstvo pa je tudi to, da, na kar opozarjajo tudi določene evropske države, da prevelika restriktivna politika omejevanja bioetičnih raziskav seveda vodi v to, da se te raziskave delajo
drugje, predvsem v Aziji. In da bodo potem koristi, tudi finančne, imele potem neke druge korporacije, ne pa angleške, recimo. Ne? In zaradi tega imajo se recimo tudi v Angliji bolj ohlapen zakon glede raziskav na zarodkih, kot pa recimo v Nemčiji ali Italiji. Še kakšno vprašanje mogoče iz občinstva? A se smemo mogoče za sklep nekako dotakniti še dela Komisije za medicinsko etiko? Koliko recimo takšne razprave odmevajo tam? Recimo rekli smo, da filozofa med vami, moralni teolog je, ampak recimo filozof pa ga ni. Ne? Kakšna je argumentacija znotraj komisije? Ali so tudi dobrodošle takšne razprave, kot je ta, ali komisiji pomagajo tudi publikacije, kot je ta knjiga? Recimo, kakšen je vaš pogled? Gospod Ron, tudi kot predsednik, kako vidite to? Ja, najprej moram reči, da mi ne izbiramo članov, ne? To naredi minister za zdravje. Zato nismo odgovorni, pa res, da včasih predlagamo koga in tiste delno sprejeto. Jaz mislim, da imamo tukaj profesora Globokar, ki res opravlja delo filozofa, tudi ni to vlogo. Ne? In imamo sjajnega pravnika, profesora Korošca. Imamo torej, potem kliničnega psihologa. To ni komisija iz samih zdravnikov. Mogoče je bilo prav, če bi smo imeli tudi sociologa, ki je potem pač odšel. Je pa tako, da je v pravilih za te komisije zapisano, da morajo biti multidisciplinarne in da nekako lahko reprezentirajo tudi različne poglede v družbi. Jaz mislim, da pri nas bi lahko rekli, da ti različni pogledi so bili reprezentirani, mogoče ne idealno, ampak lahko pa rečem, da je recimo glasovanje nekaj izjemnega. Ne? Vse odločitve praktično se sprejmejo soglasno. No in seveda naša največja delovna obremenitev je pravzaprav z biomedicinskimi raziskavami na človeku. To je najbrž več kot 75% dela in mislim, da to delo več do zdaj dobro nisem. Praktično se nam ni treba nikomor opravičevati za kakšne napake. To je za tako dolgo dobo, ker imamo dober rezultat. In še nekaj moram reči, da to, da predlagatelji vlagajo čedalje boljše predloge. Tako da nivo etike, raven etike slovenskih zdravnikov in raziskovalcev v biomedicini je zelo visok. In mislim, da je, če rečem, da zavrnemo definitivno od 1 do 2% predlogov, lahko vidite, da je to res. Ali potem smeli domnevati, da ta utilitaristična miselnost v raziskovalno-zdravniške kroge še daleč ni prodrla in da se to vsaj v teh predlogih, ki prihajajo pred vašo komisijo, kaže tako? Koliko rečemo, ali? Ja, jaz tudi namiram projekt, imam tukaj izbral, kot je že prej na začetku omenil, ima v bistvu ta, recimo, naš okolje akademsko, oziroma ta deontološka šola, recimo, etična. Mislim, da ima izjemno tradicijo. V bistvu tudi, ta komisija je ena od najstarejših v Evropi.
oziroma najstarejše. Ne. In tukaj mislim, da je tako neka izjemna tradicija in v bistvu praktično 50 let nekega dost temeljitega dela. In to se zagotovo pozna na vseh generacijah zdravnikov in jaz mislim, da tudi iz prakse lahko rečem, da je v bistvu ta moralna intuicija praktično večine zdravnikov zelo pozitivna. Roman, pa še vtisi, da si je. Moram reči, da se izredno veliko naučim na tej komisiji, da iskreno tudi priznam, da vseh strokovnih razprav dostikrat tudi ne razumem, ko gre za kakšne posege, so pa gospodje zelo potrpežljivi z mano, da nekakšen stvar tudi razložijo. Osebno pa vidim pravzaprav najbolj dragocene prav razprave, ki se dotikajo določenih tem, ko pa gre, recimo, glede obrazovanja ali pa, torej, ko se opredeljujemo glede določenih vprašanj v družbi, tudi ko se spremlja zakonodaja in ko se spremljajo določeni zakoni in ko dajemo mnenje oziroma stališče kot komisija, tam pa se mi zdi, da lahko tudi ne medicinski člani damo en svoj prispevek in tudi vidim tako, da je to res eno tako izredno konstruktivno telo, kjer se en tak družbeni diskurs lahko odvija na en spoštljiv način, tudi na en konstruktiven, odgovoren način. Sem zelo počaščen in vesel, da sem lahko v tej komisiji in da lahko skupaj dajemo en prispevek za dobrobit pravzaprav naše države. Pa še to bi dodal, mogoče pač izpostavljati tega še dela akademika Gronka, ki v zadnjih 20 let. Mislim, da tako na izjemen, na tem svetovnem nivoju praktično se ukvarja s temi zadevami. Mislim, da lahko mirno pogleda v oči kjermokoli etiku na svetu. Tako da izjemen dirigent za te zasedbe. Dobro, časovno smo nekako zastavljen okvir izčrpali. Razprava bi sicer lahko tekla še dolgo naprej, ko smo se dotaknili nekaj stvari samo, knjiga jih odpira še dosti več. Mogoče je prav vseeno, da tukaj zaključimo, odtot naprej sledi branje, ne samo študentov na teološki fakulteti, mogoče še koga drugega. Tako da udeležencem najlepša hvala za